To pomeni, da se bomo dobili na dirkališču. A veš ti to? Preden se lotim tipota, bi rad par stvari povedal o Komotar minuti. Mislim, vse naš tacga, no, ampak razmeroma veliko vas je bilo, ko ste rekli, ej Ciril, mi bi radi več avtomobilskih vsebin, pa manj tistih drugih. I have a solution for your man. Situacija je zelo preprosta, ne. Takole druga polovica julija, sploh pa avgust, mislim, vlada en tak avtomobilski zatišje. No, what I'm saying? Ampak, ko se bo tale mesec obrnil in bo prišel na vrsto september, pa mogoče še celo kakšen dan prej, se bo vse skupaj fejst spremenil. Zato, ker toliko nezanimive, predvsem pa pestre avtomobilske vsebine, ki jo jaz pripravljam za september, stari. Mislim, poleg ustaljenih stvari, kot so sladko kisle, pa kakšna domača predstavitev, pa take zadeve, pride na vrsto še kupenih poti v tujino, ne, do frankfurtskega avtosalona med 11. pa 13. takrat bomo novinarji gor, sploh ne omenjam. Če bo vse tako, kot treba, in jaz res upam, da bo pa krona tega septembrskega avtomobilskega dogajanja Komotar minuta mit v sodelovanju s Forlantehom pa Lemo v Cerkljah na Dolenjskem. To pomeni, da se bomo dobili na dirkališču. A veš ti to? Jaz tega ne morem še 100% potrditi, ne? Ampak tako, ko vse kaže, grejo vse stvari v pravo smer. Kaj, kako, s kom, na kakšen način, vse stvari, ki bi si jih sploh lahko želeli vedeti o tem, bom jaz pravočasno spustil med vas, tako da no worries. All in all, ne, čaka nas huda avtomobilska jesen, ampak zdaj je pa cajt za tegale. Zdaj jaz vem, da vam ta avto na testu šele slaba 2 dneva, ampak si drznem narediti sladko kisle, zato ker jaz tipota že precej dobro poznam, ne, enega oziroma 2 sem testiral še v času, ko sem delal na Sjolu, in tudi s karavanom sem se že precej dobro spoznal, včeraj pa danes sem z njim prevozil slabih 240 km, po svetu sem se tudi zatkal, kaj ponuja, ker to je bistvo tega avtomobila. Mislim, vsaj v primerjavi s kombi limuzino pa limuzino. Tako da najbolj kar začnemo. Dajmo začeti na začetku. Prva sladka je motor. Gre za identično zadevo, ki je poganjala Renegade par dni nazaj, to se pravi 1,6 litrski dizel z 88 kW oziroma 120 konji, ampak tokrat je menjalnik ročen. Zakaj je to prva sladka? Ker se mi zdi, da sta bila ta motor pa ta avto ustvarjena in za drugega. Vaš 88 kW je glih še dosti, da avto ostaja razmeroma živahen. Je pa res, da bi se to verjetno hitro spremenil, ne? Če bi v avto nabutil 5 potnikov pa njihovo prtljago. Ampak ker se to redko zgodi, se mi zdi, da je vse in to ena tako super kombinacija, ki je primerno živahna, pa ne samo to, tudi ne popije dosti. Jaz da recimo na porabo nisem pazil niti malo, kar ne pomeni, da sem divjal, ampak sem vozil pač normalno s prometom, pa je zahteval tam ene 6,2, mogoče 6,3 na 100. Če zdaj k temu dodaš še dejstvo, da se tale menjalnik obnaša vzorno, le hodi so kratki, predvsem pa natančni pa lahkotni. Prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta. Lega na cesti je sicer razmeroma dolgočasna, zelo nevtralna, ampak glede na denar, ki ga Fiat hoče za ta avto, je pa odličen potovalnik. Tako da ja, super pogonski sklop, prijetne vozne lastnosti, dobra vozniška izkušnja. Druga sladka, prostorna, predvsem pa preprosta kabina. Nam rekel, da ti po tem pogledu podira rekorde, ampak počutje tukaj noter je glede na dostopnost, tudi do te prijema pol je luštno. Drugač pa all in all takole izgleda voznikovo delovno okolje, preprosta klima, prosto stoječ zaslon. Vem, da vas je veliko takih, ne, ki jih ne prenesete, pa bi se jih najraje znebili. Pa jih hudič, ne, ker so trendi taki, ne, pa se jih verjetno še nekaj časa ne bomo znebili. Kvečemu še več jih bo. Pa vse skupaj tudi razmeroma dobro zgleda, ne. Vmesnik, no ja, ta ni noben biser. Kar se tiče uporabnosti, sem videl tudi že kakšnega boljšega, ne. Je pa zanimivo, da imaš tukaj še površine, ki so občutljive na dotik, recimo screen off. Ker se pa kakovosti materialov pa teh zadev tiče, ne, tukaj ne sega v razredni vrh, to je jasno. Tukaj plastika na vratih je recimo bistveno pretrda, si jo kaj pa slika temna za trenutek, zato sem se stran umaknil. Tretja sladka, kufer. Najprej treba vedeti, da je karavan za dobrih 20 cm daljši od limuzine. Osnovnih litrov tukaj noter je pa 550. Tukaj zraven imaš recimo še dvojno dno, ki je razmeroma veliko. Mislim veliko, prostorno, to sem hotel reči. Kar se pa ostale uporabnosti tiče, pa to karavanska klasika, kar pomeni raven nakladan rob, pa 4 zanke, če bi hotel kaj pretrditi. Zici se po tem primeru zlagajo dvotretjinsko. In če zmakneš tale sedaljni del, se valjda vse skupaj podre v raven dno. To je tudi fajn vedeti, ne? Pa še to, ne, kar se same prostornine tiče, ne, tistih 550 litrov, to je razmeroma veliko prostora, tako da mislim, da nekim osnovnim potrebam bi moral več kot zadostovati. Med najprostornejšimi pa ni, ne, zato ker tista cifra, za kateri zdaj vsi segajo, je 600, ne 500. Četrta sladka je pa dostopnost, ne, Tipo Wagon, to se pravi karavan je na voljo od 11,990. Ta cena je ekstremno nizka, ne, ampak to samo zato, ker uvoznik na izhodišču cena ponuja 3 evre pa pol popusta, zato je 11,990. To je cena za 1,4 litrski atmosferski motor, ne, 1,416 V, če hočeš imeti pa kaj bolj sodobnega, 1,4 turbo mašino, ne, pa gre pa cena takoj za 2 evre gor. Ampak vseeno, razmeroma velika avto za spodoben denar. Tale testen, na katerem je po tem trenutku moj telefon, ne, tukaj je pa cena že tam okrog 20 evrov, mogoče še kakšen evro čez. Ok, mislim, da smo pri kislih, ne. Glavno preprosto dejstvo je,
ne, da Fiat ni edini, ki ponuja spodobno velik, pa razmeroma dobro opremljen avto pod 20 juri. Pol se malo zdreš za tekmici, ne, in ta prva, ki mi na pamet pade, je recimo Oplova Astra, ne, in pol, če primerjaš kabino Astre, pa tega, ne, je pa vseeno malo razlika. Predvsem kakovost materialov, kakovost ambientalne izkušnje. Druga kisa, tako kot sem rekel, tipo se dobro pelje, odličen potovalnik, ampak za moj okus bi moral imeti še malo več posluha za zahtevanega voznika. Vsakega časa vse najdeš kakšen novink, rečeš, zdaj bi pa te, pol ga pa ne. Tretja kisla, sistem start-stop. Veš kaj za večino avtomobilskih novinarjev, ki je testirala tipa pravijo? Ja, Ciril, prav imaš, povej jim. Mislim, tukaj gre za eno zamero, ki traja sicer že nekaj časa. Ne? Ta sistem je mal netakten pri svojem delovanju. To se pravi, da v križišču doskrat ustaneš brez kontakta, glih v trenutku, ki bi jih hotel speljati. Ok, to se zdaj narobe slišal, predvsem, ker sem narobe povedal. Ne dostaneš brez kontakta, ampak motor ti glih v tistem trenutku ugasne, ker bi ti rad speljal. In če se ti to parkrat na dan zgodi, če se veliko voziš v mestu, je pač to lahko malo moteče. Sem pa prepričan, da bo Fiat to zadevo porihtal, tako da me ne skrbi preveč. Peta sladka, tipo je kljub temu, da ga vsaj po imenu dolg časa ni bilo na voljo, uspel zadržati ta dober ime, ki ga je pridobil z originalom v 90-ih. A veš, najprej je bil ta prvi, ne, pa se je pa Fiat kar naenkrat odločil, da tipo, ne, da to ne pali več, pa mora biti bravo pa brava. In dokaz, da ime še privlač, pa ljudi zanima, je preprosto dejstvo, da je bil test Fiata tipo, ki sem ga jaz na Siolu objavil lani, mislim, da eden najbolj branih testov tistega leta. Jačkva, to so bile sladko kisle. Zdaj pa caj, da jaz zagrabim v roke tale kos papirja, na katerem bom napisan trening, ki ga je napisal Grega. Pik Grega. In če mi jaz zdržal ta tempo, ne, ki ga je Grega predpisal, ne, pol bo jutr, pa bo jutrišnjem še kakšna komutar minuta, ne, če ne pa bom malo povzel.